srce spava, moje srce spava, dugo ćeš te da imam te rada, da ti nešto kaže. Moje srce spava, Zonja, ja, kaj, vidiš, daj, ja, že grem, zvoni. Ja, takoj, no, kam sem dal zdaj telefon? Ja, mojster D.O., kako vam lahko pomagam? Ja, kako? Ne slišim dobro. Odkot? A ja, vi ste gospod Čepin, ja. Slišim zdaj dobro, ja. Vaši ležaji, ja, kroglični, ja, ravno delam na tem. Ja, na njih delam močno. Seveda bodo delovali, ja. Ja, kako ne? Gotovo, vse bom ja, nagibaj se. Ne, kako biste zdaj sami, mislim, ne. Ja, ne, imam težave tu, ja. Ne, z vašimi ležaji je vse v redu. Ne, tu imam probleme z mojo klimo. Ja, tako pride. Ja, saj bomo vse uredili, pa. Samo še tebe mi je treba. Pravo, spricivo? Ne mislim v vas. Ne, tu imam nekaj dialoške probleme. Spricivo pa mene vika? Ja, ne, vi kar pridite, vsekakor, ja, ste dobrodošli. Pridite, no, ne prosim pa, da mi se ne hodi mi sem, če misliš, ne vi, ja, hočem reči, vi kar pridite, ja, sem tako, kot sva se zmenila. Lahko še danes popoldne, ja, prosim, ja, adijo, ja. Prosim te, Bogdanček, da mi pustiš vse primerno povedi zdaj to. Kroglice? Ja, kroglice pa niso za igranje. Prosim te, če daš nazaj, toliko, da pogledaš, potem pa pusti. Lepe kroglice? Ja, daj tiho bodi že, mora se staviti kroglični ležaj. Fine kroglice? Kakšne fine, kaj blebetaš, to ni za jest. Ja, pa so fine, vkusne. Kako vkus, kakšne vkus? Boš dal takoj nazaj kroglice sem? Ne, vkusne, dobre. Kaj si zdaj jedel ti to? Ja. Kako si jedel, koliko si jih pa ti pojedel, Bumbar? 1, 2, 3. Kaj? Ja, si pojedel? Ja. Takoj mi daj nazaj. Pa daj mi nazaj, ti, Bumbar. Dobro. Bogdanček, ti, poslušaj me, ti železo žder. Kaj boš da? Si hujši korja, daj, spljuni ven to. O, Zonja, jaz te bom sfaširal. Ne, pa ne boš. Ja, kako ne? Hej. Bogdan, boš prišel nazaj, ti, o, Zonja, Bumbar, mali. Spal se glasno smehni. Pozno po noči ti spat ne pusti, v posteli svoji telovadi za 3. To nad dopustom za pošto skrbi, ti rože zaliva prebrska stvari, to ti posodi jajček ali dva. Svežega vrnil, koga ni bilo doma. Lepo je biti sosed, saj nič ne boli. Prijazen je pozdrav in začajo se stvari. Lepo je biti sosed, lepo je biti fin. Ko si v težavah, da si pravi ti. Lepo je biti sosed, to sploh ni greh. Imejmo se radi skoz solze in smeh. Lepo je biti sosed, to sploh ni greh. Imejmo se radi skoz solze in smeh. Lepo je biti sosed. Lepo je biti sosed. Silvika, si kaj videla našega tamalega barabo našo iz drugega nadstropja? Ja, kaj je? Kaj, če bi ti vedela, kaj se mi je ravno kar zgodilo? Nem zanima me. Ne zanima te, s čim sem si pa to prislužil? Celi dan žijo z delom. Ti pa nam prošaš, kako tvoja žena je, kaj dela, kako se počuti. Ninča. Se oproščam zelo. Torej, Silvika, kako si in kaj delaš? To nam velja.
Lepo prošaj. Ja, nimam zdaj časa za to, iščem Bogdančka. Jo, lepo, ne? Bogdanček več pomeni kot tvoja lepa ženkico. Lahko bi mi ga pomagala iskat. Nam bom pomagala. Beno prošaj. Sem ga vprašal in ga že išče. Zdaj bom moral oba najti. O, zanjat. Jo, ti kar pojdi. Nam zanimate, kaj tvoja žena dela. Kaj neki, mudi se mi, kuhar pa je nikaš. Nam. Kaj nem? Kaj pa drugega kot pa je nikaš? Nam zanimate. Hodi, samo hodi, brez veze. Dobro, grem zdaj. Kuham super paprikaš, posebni. Super! Papa, rikaš. V čem pa mi je zdaj razlika med navadnim papa rikašem in super papa rikašem v feferonih, ker jih ni? Jo, igen so. Samo so 3 vrste. Eden iz Čilo, eden iz Horgoš, eden je pa Republiko Srpsko, eden je pa iz Avstrijo. 3 vrste in iz 4 držav. Avstrijo nam šteje. V redu, se že veselim zelo. Grem zdaj! Maga, Kaj? našega je. Našega je? Našega je. Koga? Bogdančka, Ja. koga neki, daj. Pa Ja, kaj ti imaš s ta Bogdanček? Jo pa daj, Silvi, prosim. Glavnem, Beno je klical, naj ti grem takoj javit. Maga, našega je. pa kje je našel to barabo To pa malo? ne vem. Vem pa, da ga ima zdaj v delavnici. V redu, samo da mi spet ne uide. Ne boj se, zdaj ne bo pobegnil. Moj Beno je pameten za take stvari. Zvezal si ga je, pa še okol si ga je obrnil, tako da mu ne bi kroglica še globje v trebuh zvezal, veš. Kaj vi normalni ste? Otrok okrog obrnili ste na glavi. Silvika, Beno bo že vedel, zakaj, kako in kje. Je že moralo biti kaj nujnega. Kaj je? Sploh ne veš, da sem je pred nekaj minutami v mojih delavničnih prostorih skoraj zadušil, ker je požrl tisto kovinsko kroglico iz ležajev. Kaj se lahko zgodi, če mu ostane v organizmu? Kdo bo to odgovarjal? Ja, lahko ga še kdo toži, veš, tako da misli malo. Vište, Ja. Pa zakaj nam pove mi? Ja, kaj, ozavnjate, ne pridem do besede. Ta tvoj, samo paprikaš gor, dol. Grem jaz zdaj. Adijo. Vište, kaj to zgodilo se je? Ja, ne vem, glavnem zihar se bo vse uredilo, tako da nič se ne sekira. Jaz ustrašila sem se. Kuhaš? Paprikaš, super paprikaš, posebni. Da nehaj. To pa nekaj novega za tebe. Kako si me zdaj presenetila? Grem dalje v obdelavo. Aj se mej. Adijo. Kaj, tukaj si ti, baraba? Beno, prijatelj, dragi, kaj baraba, greš požirati te svinčene kroglice, železne. Ja, res. Baraba! Ivo, nič se ne sekire, vse je pod kontrolo. Pusti me, Slic, nisem. Tiho sem ti rekel. Ti železoždev, tiho bodi. Ja. Nisem. Če ne ti bom jabko v usta nabasal, pa šmel. Ne. Ivo, tiho! Ivo, zakaj smo pa sosedje? Ja, igen. Veš, da name Ti si lahko pravi vedno sosed. računaš. Vem, si ne samo sosed, pravi. Ivo, name lahko računaš tudi takrat, ko sploh ne računaš na to. Ja. Pa take. Ja, veš, ko sem videl, sem ga zgrabil, pa sem si mislil, obesil ga bom. In hitro sem si zmislil, veš. Ja. Ja, tega, da si se hitro spomnil, Beno, ti Šuša verjetno ne bi verjela, ampak vseeno mi povej, kako si se domislil tega, da ga obrneš zdaj na glavo. Žuža ne bi verjela, Žuža. Sem ti rekel, tiho vode! Ne bi verjela. Tiho! Takoj grem po Jano tanko, veš? Ivo, ja, kaj se ne spomniš, kako smo v Zlatoliči govoske pitali? Kaj se ne bi spomnil? Ja, smo neke glasove proizvajali, pa jim metali hrano po tleh.
Te so goske same jedle. Kaj rečeš? Točno tak. In če je slučajno stric Fonza malo pregrobo zmlel kaki komad, pa se jim je vrati zaštopal, tiho sem ti rekel. Pol, kaj je bilo? Lepo smo jih zgrabili za noge, pa smo jih gor obesili. Tako da jim je pol tisti komad, trdi, veliki, ven šel. Pa do kluna, pa hop, ven gremo, pa tak je. Kaj misliš, če bi tudi midva njemu zmasirala malo vrat? Ja, to smo tudi delali, ja. Ko ni šlo ven, pa smo malo pomasirali. Saj jaz smo ga že masiral. Pa nič, čisto zeleni je rato. Ja. Pol pa je začel že taki vijolčan ratovat. Tako da je že čisto plavi bil, pol sem pa nekaj. Daj no. Ja, tako da, kaj ti jaz vem, ne? Nič, tako goska, veš, tako goska. Nekaj časa smo to masirali, pol če ni šlo, pol pa smo poklicali teto Joži. Teto Joži? Ja, teto Joži, ja, ko je pač zrihtala stvar. Aha. Ja, se veš, ne? Prišla pa... A ja. Daj no, daj Beno, ja. No, naprej ne bom govoril, ko ziher Jadranka Juras pa vegetarijanci gledajo. Mene tole vseeno malo skrbi, pogled se je v srdeč v obraz. Bom mamici zatožil mamici. Ja, boš ti moj rad zatožil mamici, saj sem te pa ja videl. Kaj ga bova zdaj pustila takole viset, Beno? Ja, kaj ne? Moj se malo še lepo zvisi, da mu ven pride, pa to. Moj je rdeč, samo boljše rdeči, kot pa zeleni. Ali Bog ne daj črni. Nič, Ivo, naj mu lepo se dol zvisi malo, mi greva ta čas na en pirček, šmirček. A ja, misliš, da bi šla? Ja, kaj te češ, ja. Veš, da patriot se reši. Ja, no pa pojdiva. Ti pa visi tu! Pravi, ja, naj visi. Bumbar. Hudo. Lepo je biti sosed. Zdaj dvignimo flaše, polnoč je. Ja. Naj patriot greje nam srce. Ja, Beno, no, jaz se ne morem sprostiti, pa se ne morem. Ja, pol pa več pi, Ivo. Vse pijem, pa nič ne pomaga. Pol pa spi še dva patriota. Živeli, pa bo. Jaz ne vem. Beno, kaj bova z Bogdančkom? Ja, kaj. Malo bova pustila še viseti, pol pa... Se bova še kaj spomnila, ne? Daj, živeli. Ja. Ivo, Poslušaj, kaj si spet naredila. kako, jaz? Ivičko, jaz nemam nič napravilo. No ja, obnaša se pa že tak, kot da bi kaj napravila. Beno, ne mešaj se. Ja, Ivan, Ja? što ti meni bi po fafaron? Kakšen feferon? Fafaron, v Avstrijo. Ne, ni govora. Imam zdaj polno glavo tega Bogdančka in njegove kroglice. ja, Silvika, veš, imamo resno situacijo. A to ni samo tak. Lahko bi ga kdo tožil. Pisoki, samo pijete tu. Kaj? Kaj jaz čujem, kdo bo koga tožil? Bogdančkova mama bi lahko tožila mene. Kaj, če izve, da je prišlo do zaužitja te železove kroglice ravno v mojih delavnostnih prostorih? Ja, veš, Žužiga, ni to samo tak. Kaj pa, če bi vidva pametnjakoviča tega malega k zdravniku pelala? Da kateremu? Ne, daj no, lepo te prosim. To se bo, ampak ja, čisto vse razvedlo, veš. Okej, kaj pa, če bi zdravnika sem pripeljala? Ja, pa kaj bo tu? Žuža, lahko, da bo potreben kakšen poseg v samo telo? Ja. Nimamo niti rentgena, niti še manj rentgenologa. Veš, Žužiga, ni to samo tak. Kaj pa oni vajem prijatelj, ko taki znani zdravnik ratov? Oni vama ne more pomagati? Kateri? Kaj že, no? Pa oni, ko dela na UKC, pa noštop honorarno v Gracu. O, Zora! Ja, mislim Zokija. Ja, Zokija, ne, ja, njega bi pa lahko poklicala, ne? Ja, kaj rečeš? Opa. No, vidi, kako se to lepo spomnila, kak ta vidva pametna je. Ja.
Ja, saj res? Ja, saj Gradec pa ni tako daleč. Ja, daj, Ivo. Poleg tega mi je še Pokliči ga, dolžan ja. uslugo, še od lani. Pa daj, no, pa mir zdaj. No, sem mu nadgradil CT iz 2 Teslov na 5. Ja, Zuki je. ja, ne, CT-ju. Ja, seveda, ja. A čekaj, 5 Teslov, to je dosti. Ja, več kot 4 gotovo. Ja. Samo, Ivo, čakaj malo. Kaj ni Tesla Hrvat? Ja, kaj, dobro, ja, je Hrvat, no, samo po narodnosti je pa srpske. Ojo. Ja. Pri, pol pa lahko. Daj. Koliko malo grad številko? Ja, saj je notri v imeniku, no, Zoki, poglej. Ivan! Samo nehaj mi, kaj si spet naredila? Ivičko, nič nam napravilo. Kaj če ti reče tisti svoj prijatelj Zoran, da prinese mi fanfaron iz groba? Ti prisluškuješ? Kako? Jaz! Halo, grad! Halo! Halo! Daj, no. Ja, dobro, mu bom omenil. Saj, Super! ja, kaj, mislim. Hallo, Graz! Hallo, Graz! Geh mal los! Geh mal los, geh mal los! Ivo, zelo slabo vleče Graz, veš? Hallo, to je richtig, geh mal los! Verdammte Haltung, geh mal los! Hallo, Graz! Hallo, hallo! Hallo! Graz, Graz! Kaj si on ti starice, mate? Halo! Halo! A je kdo tukaj? Halo? Ja, glej to. Garaža zasedena, kao nobenega pa ni. In jaz ga iščem tukaj. Sigurno je v baru. Tu doli, tu doli, tu doli. Kaj so pa s tabo naredili mali? Stric Beno obrnil in zvezal. Ja, zvezal me tako. O, Madonna, zvezal te je. Joj. To je pa grozno, to je zloraba otrok. Kaj pa rekel bil stric Ivan na to, a? Stric Ivo pravi, da je to dobro, da je to pametno. Ej, in to ti on počne v svoji garaži. Ej, to je za prijaviti. Ne prijaviti, zatožil mami. Ja, zatožil ga bom mami. Dobro, seveda boš zatožil. Sem, glej, to je zloraba nedolžnih otrok, a veš, to je nezaslišano človek. Jaz moram to slikati, za dokazni material. Moram imeti eno sliko, a veš. Kam je slic? Nič, vse v redu, vse pomiri se, glej, sam na desno stran se bom premaknil, da bom imel boljši rekurs, a veš, a me lahko malo pogledaš, prosim? Ne, bliska. Ne, pa mora se malo bliskati, glej to. Evo, fino. Čakaj, še malo, daj no mir, da se bomo ali pom slikali. Ne, bojim se. Tako, vidiš. Evo, v redu. Daj poglej, kakšne, glej, kako se lep, evo. Bojim se. Zdaj pa ta garaža kmalu moja. Sem še tole slikico objavim, pa bo, a veš. Zdaj pa me obrne stric, pa Kaj naj? odveže hišnik, me odveže stric hišnik. A jaz to ne odvežem, a zdaj se pa ne še s tabo zajebavam, veš kaj. Tisti, ki te je zavezal, naj ti tudi odvežem. Pomagaj, stric, pomagaj. Bogdanček, adio. Pomagaj. Kaj je? Kaj gre kom? Ja, shopping. V Avstrijo! Kako Avstrija? Ja, Avstrijo! Tako malo. Silvi, odkar ste pri nas normalno dobi kava, jaz ne hodim več v Avstrijo šopingirati. Daj misli malo, no? Tako, da. Zakaj? Robim fanfaroni za Avstrijo. Za moj paprikaš, super paprikaš. Pa kaj ti ne nosi oni doktor Zoran? Ja, mogoče. Samo nam sigurno ja. Pa ne pride on zdaj vsak trenutek sem? Ne bi raje počakala, pa da vidiš, če jih je prinesel, pa če jih slučajno ni, se pol začne sekirati. Nam sigurno ja. Kaj potem, če nam dobim? Kaj potem bom napravila z moj paprikaš? Pa Super dobro, kaj zdaj mene gnjaviš, če veš, da nimam niti avta? Pozdravljeni, moje dame, pozdravljeni. Ja, paš njega. Pa njega pošli po feferone. Ko njega, on hudobnija. O ja, jaz sem hudob, ja. Jo, Igan. Ja, res si. Je pa fajn, da si to priznaš, veš? Ja, veš kaj, imam še materialni dokaz za mojo
zlobo. Evo, poglej. Kaj govori? Počakaj malo, da se... Na... Evo, poglej, a ni? A? Kaj pravite? Bogdanček. In? Ja, kaj... Kaj potem? Kaj potem? A se vama ne zdi, da je narobe obrnjen? A? Ne. Ne. Kaj, vidiš, prizna, da je narobe obrnjen. Išče nam. Moj paprikaš. Izgovori. Kam pa ti tako nujno šla zdaj, a? Kaj je, zdaj, kaj bi zopet rad? Vsaki otrok ve, da če fotoaparat okoli obrneš, zgleda, da je tisti, ko je na fotografiji, postavljen na glavo. Otrok že, ampak na sodišču bodo pa rekli, kaj je prav in kaj je narobe. Izsiljeval boš, ha? Ja, si rekla, da sem zloben. Ne, nisem. Silvika je rekla, jaz sem se samo strinjala. No, prikimala si, ne? Pa dobro, kaj bi ti rad? Svojo garažo hočem nazaj. Pa se pa zmeni z Ivotom. Kaj ste mene gnjaviš? Poleg tega, kaj boš ti z garažo, ha? Kaj boš ti z garažo? Daj, adijo. Se vidimo na sodišču, ja. Se vidimo na sodišču, ej. Ja, sodišče. Ja, se vidimo. Adijo. Na sodišču. Lepo je biti sosed. Doktor Zoki, dobrodošel v moji ordinaciji. Vse je tako skoraj kot moja, samo da je moja malo bolj bela. Ja, kje pa imaš pacienta, Ivo? Ja, tukaj, kaj ne vidiš, da je obrnjen na glavo? O ja, ga sploh ga nisem videl. Obrnite me, prosim. Ja, kaj je zdaj, zakaj neki? Počakaj, no, Bogdanček ni čisto pri sebi. Obrni me. Aha, ni problema, Ivo. Jaz sem skeniral že od debilov do ministrov, tako da... Ja, potem si pa vajen že vsega hudega. Res. A ti, ampak zakaj ga imaš obrnjenega na glavo? Ja, na Benov predlog, veš, je v tem primeru, da mu kroglica ne zdrsne še globlje v drobovje. Ja, tako pa ta ideja, no. Ja, saj sem se jaz tudi vprašal. Ampak to je z njegovega otroštva. Ja, izvira iz časov, ko so še gosi dajali jim hrano in potem, seveda, če se jim je kaj v grlu zataknilo, so jih obračali na glavo zato, da je tista stvar zopet prišla nazaj v kljun. Meni ni nič se zataknilo. Ja, kaj se ti ni zataknilo? Si požaril tisto kroglico ali ne? Ma nisem verjetno. Zdaj je pa ni požaril. Ne spomnim se, no. Doktor Zoran, kaj bomo zdaj? Ja, najboljš, da napravimo rentgen, pa bomo pa videli, kaj je pojedel in česa ni. Ja, kje pa imaš zdaj ti rentgen? Ja, jaz ga nimam. A ga nimaš ti? Ja, odkot pa meni zdaj rentgen? Jaz sem mislil, ker si mojster, da si kakšnega naredil, a ne? Ja. Ali lahko prosim obrnata že? Ja, daj obrnva ga, no. Ne, nič. Ljudeh je mal drugač kot pri goseh, no. Ja, v tem primeru je IQ prav podoben. Ne, nič ne bomo. Boš kar ostal tukaj lepo, tako na tem mestu, že zaradi kroglice. Naj mi pobegne, bomo imeli hudiča. Ne, bomo najprej naredili rentgen. No, daj naredi rentgen. Same rentgen bo Ivo naredil, pa te bomo slikali, pa te spustimo. V redu? No. Dobro. No, daj hiter. Paljanje. Takole. Se ne bo bolel to. Ne bo Da si mi bolel. čisto tiho, kdo ti je rekel, da pojdi požirati Ne bo bolel, no. Rentgen ne boli. Zdaj spajkalnik. A imaš kaj urana? Kakšen uran, to bo vse... Ja, dobro. Težko je zdaj tu, da imam še kaj nafto. Kaj vidiš, doktor Zoran? Ja, čeprav tale tvoj rentgen ni 100% relevanten, lahko rečem, da vidim, ja, da nič ne vidim. Ja, pa je to zdaj dobro ali slabo? Ja, vsekakor dobro. Lahko pa, da je kroglica že tako globoko v rektumu, da bo vsak čas prišla ven. Ja, ali pa je sploh ni pojedel. Kaj zdaj, si ti pojedel to kroglico ali nisi pojedel? Ne vem, ne spomnim se. Sploh se ne spomnim. Tak čuden pritisk imam v glavi. A zdaj lahko grem? Kaj praviš, doktor Zoran? Ja, no. Če je pojedel to, kar si mi rekel, da je pojedel in da mu do zdaj ni nič.
Lahko zaradi mene gre. Pregled je končan. Končno. Ti? Ta mali pa se mi ne zdi nič kaj posebno omejen, tako kot si rekel. Ja, no, mogoče ima dober dan. Saj sicer, če človek ne bi vedel, da je malo omejen, bi lahko še pomislil, da bo postal politik. Ti, a greva na pivo? Ja, ne. No? Ja. Moment, če... A ja? To, Kaj pa iščeš? že mi... Malo po šraufu še? Ne. A ne? Ja, no pa... Nič, okej, ne. Ja. Ja, no pa greva, no? Ja, pa pojdiva, ja. Pojdiva. Kaj tu za mano? Pojdiva. Ivo, no? Ja, prihajam. Ja, Lepo je biti sosed. Živeli, Zoki. Živeli. Ne, ja, doktor Zoran. Veš pa, čudijo me nekako rezultati rentgena, ne? Zdi se mi, da sem izgubil eno kroglico, pa sem vse omare premaknil, to pa je še vedno ne najdem, no sicer pa nekaj, konec dober, vse dobro, ne? Ja, razen patologije. Patologije, kaj je to? Ja, to je pa tista veja medicine, ko se ti ni treba pogovarjati s pacientom. Ja, tako, razumem, ja, to je bolj za zdravnike, ki so introvertirani. Ja, za te introvertne. Ja, zanimivo, ja, razumem, zvoni. Ja. Ja, prosim. Ja, pri telefonu. A tako, šibrovka, kolen. Ja, prav, pridem takoj, ja. Pa se ja ni zgodilo pri kakšnem lovu, pa Beno zraven. Ne, vse je v redu z Benotom, upam, ampak tole je bil pa turnir v streljanju glasnih glinastih golobov za slepe in slabovidne, pa se veš. Skoraj bi pozabil, Ivo. Tole sem ti prinesel. Tile feferone. Sem se mađarski. Ja. Drugih v Avstriji ni. Veš kaj, Zoki, doktor Zoran, hvala ti, mislim, zame je najpomembnejše, da je etiketa v nemščini, a ne? Najlepša hvala, no. No, upam, da bo v redu, pa hvala za pijačo. Nekaj, no, pa saj bomo še kaj zapili, kaj ne? No, zdaj pa moram iti. Ja, pozdravljen, hvala lepa. Se vidimo, okej. Na obletnici kaki, če ne prej. Tako, ja, adijo, Zoki. Ja, Zoran, doktor. Ti ugrabitelj! Sejte pa nam. Kaj vam vi meni, ko govorite meni? Kaj je? Saj tukaj še kakšen drug, ali kaj? Ja, jaz ne vidim nobenega, pa vi? Kako kaj jaz? Veste kaj? Kaj sem jaz prestala zaradi Bogdančka? Cel dan sem ga iskala, sem hotela iti že na policijo. Kaj pa, gospa, ne, prosim vas, no, Bogdančkova mama, ne vznemirjajte se, vse v redu, no, Bogdan ni požrl nobene kroglice. Kroglice? Kakšne kroglice? O čem vi govorite? Veste kaj? Jaz ga bom peljala k zdravniku in potem bomo videli, kako pa kaj je. Vi ste en navaden zločinc, veste, kaj ste naredil? Imel ste ga ugrabljenega cel dan v garaži, da vas ni sram. Pa me ja ne boste tožili, lepo vas prosim, gospa, prosim, ne morete me tožiti, sploh ne, zaradi tega, ker nimate prič in sploh, kdo vam bo pa verjel na vaše izjave? Ja, pa kaj se je Bogdanček povedal? Veste kaj, neprištevni pač ne morejo pričati, ne? Lahko. Jaz bom pričal, pa še slike imam. Bezek, vi pa tih boste. Vi ste najhujši zločinci. Jaz sem z vami. Kaj? Z mano ste? Lažnivci? Takole se bomo zmenili. Bogdančka zdaj peljem k zdravniku in potem se vidimo na sodišču.
Ivo, najebal si. Ja, kot da je tebi kaj do tega, da ne bi najebal. Daj ti bom nekaj pokazal. Zdaj ti Gled, počakaj, no. Ja. Opa. Kaj praviš? Veš kaj? Fotografija je fotografija, to ni dokazno gradivo. A ne? Ne. Aj, bom pa jaz pričal. Počakaj sam, da pride mama z Bogdančkom nazaj. Pa ja ne boš tako nesramen. A ne, seveda ne bom. Samo garažo hočem nazaj. A veš, garažo hočem nazaj. Ni govora! In 1000 evrov, 1000 evrov, da bom lepo, fajn vse pozabil. Če ne, bom lepo zelo prišteven pred sodnikom pričal, kaj si naredil z Bogdančkom. Ti, 1000 evrov? Ja, 1000 evrov, 1000 evrov. 1000 evrov! Pa saj imaš 1000 evrov, no. Pa se vem, da jih skrivaš v delavnici noter, no. V centrifugi imaš, no. Tiho, bo. Kaj veš, kaj imam jaz denar? Nimam. A vem, da imaš tam, ko se zamehčalec. Na banko, jasno, vse svoj denar. Dobro. 1000 evrov? 1000 evrov, ja. Ja. Ja, lahko naročiš. Ja, daj, ne bom nič naročil. Daj, no, 2 plička. Pusti me, kaj zdaj? To... Ti na svoje zdravje. Pokvarjeno. Lepo je biti sosed. Ivičko, zdaj prav si prišlo. Ravno prav za paprikaš. Ja. Zanjata, pa... No, Silvika, da ne boš daleč od popolnosti. Joj, Ivičko, moj pafaron iz Avstrije. Ja, v redu. Tako, vidiš, zdaj šele vidiš, kako popolni bo to paprikaš. No, ti imaš? Tako. No, zdaj šele je, ja? Tako. Kaj je, Ivan? Kaj men ješ? V tako stresnem stanju jaz ne morem jesti tako multiplicirano pekoče jedi. Grem staviti, da boš že našla kakšne gurmane, ki ti ga bodo pojedli. Pokoj, ti nam vesel si, da Bogdanček dobro je. Ja, to že, ne vem pa, če je vse v redu. Kako nam v redu? Zakaj nam v redu? Čez 1 uro pride stranka, ki bo iskala svoj kroglični ležaj, ki mu manjka seveda ta kroglica, ki je pri Bogdančku. Da ne govorim o tem, da me misli hišnik tožiti zaradi ugrabitve mladoletne osebe. Veste nam, pa hišnik pisok, zakaj on tak je? Zakaj le? Zato, ker je tako zloben za to. Zanjat, daj hoče mojo delavnico, prostore in še 1000 evrov za to, da ne bi pričal proti meni. Pa kaj pa to veliki denar je? Ja, sliko narobe obrnjenega in visečega Bogdančka ima. Jo, pa že rekla, da to ne velja na sodišče. Zanjat, pa Bogdančkova mama me bo tudi tožila, jaz ne vem, to se ne bo dobro končalo. Ivan, vse dobro konča se, vidiš. Da, ne vedno, odvisno od scenarista. Zvoni! Jo, Silvika, to je konec. To je fini. Hende, pome so prišli. Daj no. Pozdravljeni, dober dan. Dobar dan. Servus, gospa, moj Ivan dobri človek je. On radi ima otroke. Gospa Bogdančkova mama, meni je žal zelo. Jaz nimam za odškodnino, mislim, razen če bom moral potem vse življenje delati za vas. Ja, mi brez denar smo. Ne, brez skrbi. Mi dva z Bogdančkom sva se vam prišla samo zahvaliti. Kako, kaj? Ja, res je.
zahvaliti. Ja, zahvaliti sva se prišla, ker ste pomagali mojemu Bogdančku. Tako, gospod Ivo, oziroma gospod Špeh. A jaz kako pomagal, le. Kaj, vi ste ga obrnili na glavo, a je tako? Ja, no, in tako mu je končno stekla kri v glavo. Ja, res je. Tudi zdravnik je rekel, da sem v bistvu nadpovprečno inteligenten. Jo, Bogdanček! Ja. O, zdaj pa tudi ti lahko boš. Se učilo, pa delalo, v službo. Ja, na poti domov sem premišljeval, da bi celo postal ekonomist ali borzni posrednik ali celo televizijski menedžer oziroma producent. A si predstavljate mojega Bogdančka, da bi bil recimo v show biznisu, kaj? Ja, to pa je lepo, kaj to potem tožbe ne bo. Ne, seveda ne. Jaz sem vam hvaležna iz dna srca. Nič, gospa Bogdančkova mama, ne, saj ideja, da ga obesimo, je pravzaprav Benotova. Je res, hvala lepa še enkrat. Zdaj pa lahko probata moj super paprika. Ja, tudi izvolite, gospa Bogdančkova. Odnos je še, zdaj jaz vam prinesem. Postrezi lepo gostoma. Ja. Prikaž. Še kruh. Evo, tako. No, probate vi, ne? Kako dobro to je. Evo. No. Pa da probo. Kakšen paprikaš pa je to? Posebni paprikaš. S 3 vrste fafaron. Plus eden še. Dober paprikaš. 3 peperoni. Ja, igen. Plus eden. Dober je, ne? Ja, samo mislim, da eden manjka. Kako to? Ne manjka. Jaz dala sem še eden tale Kako to? Pa vedela sem. Pa to fafaron je iz Mađaroš. Pa v avstrijski embalaži. Joj, ta tvoj Zoran, on je pisok, ja. Dobro, da ni iz Kitajske. No, zakaj ti nam ješ? Zakaj neki leva, pa ne morem, če imam tega hišnika v glavi in to, da me hoče prijaviti. Nič se ne sekirajte. Vi ga kar obtožite klevet. Jaz nič ne vem o delavnici, a ne, mami? Ne, mi to nič ne Nič vemo o ne vemo. nobeni delavnici. Veste kaj, povejte mu, da bova midva z Bogdančkom proti njemu pričala na sodišču. Tako je. Da boste, gospa Bogdančkova mama, kaj boste, ja, hvala lepa. No, vide, Ivo, no zdaj pa lahko je, no. Ne, si lepa, ne morete, ne, prosim. Dobro, je šor vzalo. Bo dovolj. Dober je, dober. Zakleta kraljična. Vitez je na lov odrinil, kot je hodil dan na dan, pa se mu je sokol zgubil. Utrudila se mu psa. S potjo noč ga je zajela, ko sred mračnih je gora. Ob podnožje hrasta sede, tam okrog ni višjega. Deblo je njegovo zlato, veje pa so iz srca. Hišnik! Zdravo! Fanta moja draga, lepo pozdravljena. Kaj, a ste prišla na obračun, ne? Ja, res je. Ja, no. Na obračun. Pa denar, ga imaš? Ja. Denar. Kakšen denar? To mora biti nesporazum. Vidva bi morala imeti denar, ne? Ja, ampak hišnik. Zdaj se je nekak situacija malo obrnila, ne? Sam veš, kaj mislim? Ne vem. Ja, zdaj bova midva tožila tebe zaradi klevete. Ne, zaradi klevete. Zakaj pa to? Saj imam slike. Hej. Ja, imaš, ampak kaj ne veš, odkar so šotofob iznašli, da nekak slike na sodišče ne volajo? Kaj pa pričanje mene in Bogdančkove mame? Bogdančkova mama bo prav tako pričala zoper tebe. Tak je. Ja, igen. In to, zakaj le? Zakaj pa zoper mene? Kako pa to, da... Kako pa to, kako pa to? Tako pa to!
ko smo Bogdančka obrnili na glavo, mu je v možgan nekak pamet dol stekla. In je zdaj normalen. Ja. Pa ne, pa to ne more biti. Ja, kaj, ni mogoče, seveda je mogoče, A to vse je ni mogoče. No, daj, mogoče. imaš zdaj denar ali ga nimaš? Pa kakšen denar, nimam jaz. Kakšen denar? Denar, ja. Ja, ti bom povedal. Ne, to izsiljevanje. Seveda izsiljevanje. Lepo nama daj 1000 evrov EUF plus DDV. Ne zvoni. Ja. Ja, halo, mojster Deo. Gospa Bogdančkova mama. Ja. Kako, ja, že? Ja, samo da ni zdaj krišla iz glave, da... Ne? A že? Daj iste. A res, ja, pa, dobro, ja, zelo. Bom prišel tako, ja, dobro, ja, nasvidej ne, ja. O, Sonja. Kaj je? Našemu Bogdančku je super pap Erikaš, moje super soproge Silvike, tako pospešil prebavo, da je ogled njegove stolice že privlekal na dan manjkajočo kroglico. Ja, torej čez 15 minut, kaj ne, pride stranka po kroglični ležaj, no, konec dober, no, vse dobro. Je že rekel Shakespeare. Dobro, Ivo. Zdaj pa nekaj gledati v kamero, lepo te prosim, pa gremo. Ajde. Ja, no, se ni... Ja, dobro, no. Daj, no. Ja, denar, ne pozabi. Da pa ja vidim. No, Ja, dobro, grem. kaj zdaj ti gledaš kamero? Ivo, Kaj je?